Imamo KPK, Komisija za preprečevanje korupcije, in imamo Golobov vladni KPK, ker ta kratica pomeni korumpirani, pokvarjeni, kleptomanski. Dobrodošli v tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Peter, kdo pa smo tukaj? Kdo smo? Mislim, da nas v skupni sejni sobi spremljata Golobov odvetnik Stojan Zdolšek in novinar RTV Rok Šuligoj. Ne? Ta teden bo na naju posebej pozoren tudi zdaj veliki dobavitelj Darsa, ki lani sploh še ni imel svojega podjetja, belokranjski podjetnik Tomislav Blagojevič. In novi uradni govorec, pa neuradni govorec socialnih demokratov, podpredsednik Luka Goršek. Predsednica SLS Tina Bregant, verjetno. In seveda besni prebivalci Letuša, ki se ne želijo preseliti po 2 letih od katastrofalnih poplav. No, vsi ostali pa brez panike nikogar ne bova poslala, nagnala čez vrata, ne? Ja, pravzaprav ne glede na to, kdo dobi vabilo in kdo ne, so v ogledu vabljeni vsi, celo vprašanja lahko postavljajo v sekciji za komentarje. Ne? Ja, res je. Evo, pa greva kar k delu. Točka številka 1 in mislim, da je prav, da s tem začneva to epizodo. Izgon novinarke Tarče iz sejne sobe Golobovega odvetnika Stojana Zdolška. Preden spregovoriva midva, naj sam po sebi spregovori posnetek tega dogajanja. Ne? Ja, situacija pri Zdolšku je bila bistveno drugačna kot v tedenskem safariju. Pri današnjem pogovoru Golobovega odvetnika Stojana Zdolška z novinarji se je ekipi Dnevnika pridružila tudi novinarka oddaje Tarča. Zdolšek na njene vprašanja ni želel odgovarjati in novinarka je morala prostor pred začetkom pogovora zapustiti. Nisem vas povabil. Ne vem, mislim... Vsem, kar veste. Pa se vsem, če ne razumete, nisem vas povabil in ne dam izjave za Tarčo. V redu. Jaz sem zmenjen z gospodom Šuligojem, ne pa z vami. Se pravi, ne boste odgovorili na vsa ta moja vprašanja, če bi nam pokazali te osnutke. Glejte, sploh se ne bom pogovarjal. Glejte, hočete. Ne vem, kako vprašanja, no? Nisem vas povabil, ko boste šli, bom prišel, pa bom pazil. Razvrščanje novinarjev na tiste, s katerimi politiki sodelujejo in tiste, s katerimi ne, je popolnoma nesprejemljivo in zahteva odvetnika predsednika vlade od novinarke TV Slovenija, da zapusti njegovo pisarno, kjer je podal izjavo tudi. V medijski realnosti je tako, da nastajajo napetosti med novinarji in predstavniki oblasti, ampak to ne sme vplivati na pravico javnosti do obveščenosti. In v informativnem programu televizije Slovenija vsakršno selekcioniranje novinarjev ostro obsojamo. Peter, prebral sem te dni nekaj komentarjev v stilu, da ima Stojan Zdolšek tehnično gledano, ne, vso pravico, da iz prostorov svoje zasebne odvetniške pisarne kogarkoli pošlje ven oziroma po domače povedano odstrani, kar seveda formalno drži, ne, kot bi se lahko v načelu nasplošno strinjal, da ima kdorkoli med nami pravico, da se obnaša kot kreten, ne? Kar pa ne pomeni, da smo kretenov veseli, ko na nje naletimo v vsakdanjem življenju. Ne? In če se vrnem na ta konkretni primer, verjamem, da ima ta brezkompromisni pristop in nastop odvetnika Zdolška na trgu svojo konkretno ne tako majhno ceno za tiste kliente, ki želijo stvari pač opraviti na tak način. No, kjer pa vidim ogromen problem, pa je, ko takšno ravnanje posnamejo kamere in ko je ta klient aktualni predsednik vlade Robert Golob, ne, ki je po svoji funkciji zavezan v prvi vrsti slovenski javnosti in vprašanje, v kateri je ta zavezanost popolnoma izostala, je najbolj škandalozno vprašanje odvetnika Zdolška na tem posnetku, ko je vprašal, kdo smo tu in dobil odgovor RTV in je vprašal, katere RTV. Jaz osebno se ob tem vprašam, ali je torej ena RTV, ki je vabljena in postavlja vnaprej pripravljena vprašanja, oziroma, kot je razkril posnetek, vprašanj sploh ne postavlja, in druga RTV, ki postavlja vprašanje, si moraš misliti, če napiše jih sama, ne, in se jo potem vrže iz pisarne. Kakšno nezaslišano ravnanje. Vprašanja je hotela postaviti odvetniku, za katerega je Robert Golob, če smo natančni, že v začetku tedna večkrat rekel novinarjem, naj se obrnejo nanj, kar je že samo po sebi sporno. Ne? Torej, da izvoljeni predstavnik oblasti ne pojasnjuje svojih problemov, ki so tudi vezani na njegovo ravnanje na tej oblasti, ampak v tem imenu pošilja svojega odvetnika, ne? In potem recimo
mi je bilo prav bizarno poslušati recimo notranjega ministra, ki se potem pravi, kako da pa predsednik vlade nima pravice do odvetnika. Seveda ima pravico do odvetnika predsednik vlade, da ga zastopa pred pravnimi postopki, pred sodišči, seveda ga ima. Ne? Ampak ko pa mora pojasniti javnosti, zakaj neko ravnanje je, kakšno je neko ravnanje, bi pa pričakovali mogoče od izvoljenega predstavnika oblasti, da to pojasni pač on sam, no, predvsem, ne, in ne da pošilja odvetnika, ki potem se dogovarja z novinarji vnaprej. Ne. On je celo na tem posnetku povedal, da je dogovorjen, ne, z novinarjem Šuligojem, ne, in da potem drugi novinarji nimajo kaj tam iskati, ne, in seveda ta novinar tudi ni postavil nobenega vprašanja, nismo videli nobene, novinarske solidarnosti. Sej o novinarjih še bova, ampak jaz bi apropo Goloba in odvetnika Zdolška rekel še to. Ne. Jaz si v bistvu večje javne sramote, kakorkoli je to potem kdo v javnosti dojel, za Goloba, kot je bil ta incident njegovega odvetnika, v bistvu skoraj ne znam predstavljati. Sam sem to tudi v enem komentarju, v prvem komentarju takrat na portalu zanima.me označil za škandal in pri tej oceni še naprej vztrajam. Ko namreč Zdolšek govori o zadevah povezanih s predsednikom vlade, govori s pooblastilom predsednika oziroma njegovega klienta Roberta Goloba, ko poimensko vabi k sebi točno določene novinarje. To seveda počne spet z mandatom Roberta Goloba in ko novinarje vrže izbrane iz svoje pisarne, ne, jih spet meče ven v imenu Roberta Goloba. Zakaj? Ker takšna preprosto je tista najbolj tesna in zaupna, ne, relacija med vsakim odvetnikom in klientom v tej državi in če temu ne bi bilo tako, potem sem prepričan, da bi mu kakšen drug premier že zdavnaj odpovedal to pooblastilo za zastopanje. Pa ne samo pooblastilo za zastopanje, tudi premier bi se potem od tega njegovega ravnanja osebno distanciral, kar je izrazito totalitarno, da ti izbiraš točno določene novinarje, ki jim boš razkril informacije, vse ostale pa ne samo, da jih ne povabiš ali pa da ne vejo, ne, ampak jih celo pošleš ven, če so slučajno prišli. No in namesto, da bi premier to označil za zdrs, se javno distanciral in odslovil on, ne, naj tak odvetnik spoka, ne, smo dobili kaj? Poniglav pisni odgovor kabineta predsednika vlade, citiram, dogodek je stvar odvetnika Stojana Zdolška, kar seveda tudi faktično ne drži in ne zdrži nobene resne presoje, povem zakaj. Ne. Prvič že zaradi tega, ker premier medijem že izjemno dolgo odlaša, ne, s tem, da bi jim pokazal dokazila, da si odvetnika za svoje privatne težave, ki jih ima, ne, s KPK-jem in s tožilstvom plačuje sam, medtem ko Zdolšku, kot je pokazala tudi sinočnja Tarča, v paradržavnih podjetjih rastejo prihodki in to zelo rastejo. Ne? Tako da je to še kako stvar slovenske javnosti, ne pa neka zasebna stvar odvetnika Zdolška. Ne? Mislim, zasebno bi bilo, če bi se, ne vem, Robert Golob ločeval od Tine Gambar in tako, bi potem Zdolšek ga zastopal v tem ločitvenem postopku in bi pač detajle, kdo bo katere skupne premoženje si delil, recimo, to so zasebne stvari. To, da pa ga zastopa pred KPK-jem, ki mu očita stvari, ki se nanašajo na njegovo vladanje, daleč od kakršnega koli osebnega. Ne? Potem je Zdolšek za N1, sem videl, zanikal, da bi mu Golob naročil, da naj ne komunicira z novinarji Tarče, ne? In dodal v stilu seveda, da dogodka pa ne obžaluje. Ne? Kar je logično spet, ker sem prej rekel, da v določenem krogu to ravnanje ima svojo ceno, si je spet v krogu ljudi, ki jih običajno zastopa pred sodišči, Zdolšek s tem, da ne obžaluje, samo še dvignil svojo odvetniško ceno. Ne? Drži, ne? Ampak mislim, da je čas, da greva na točko. Kaj je sploh vsebina, ne? Pravzaprav tega poročila, ki ga je Zdolšek šel prikazati samo izbranim novinarjem. Ne? Ja. Gre za, v bistvu, KPK je pripravila v zadnjem tednu pač dva nova osnutka, torej in nov osnutek v zadevi, kot se temu reče, zadevi Bobnar, ne, čeprav gre v resnici zadevi pritiski Goloba na delo policije, in tudi torej v zadevi Karigador, torej počitnikovanja Roberta Goloba v vili Tomaža Subotiča, ki je bil kasneje imenovan v svete več bolnišnic, oziroma dveh bolnišnic in tudi to zelo dobro izkoristil. Ne. In pravzaprav zanimiv manever, ne, ko KPK izda osnutek in tega še ne sme pokazati javnosti, ker ima najprej obtoženi priložnost, da se v njem izjasni.
ta obtoženi oziroma prek svojega odvetnika komunicira v javnost zgolj delčke tega osnutka, ki so pač njemu ustrezni oziroma svojo interpretacijo tega, In to še hkrati pa ne pokaže, kaj točno v tem osnutku piše, ne? In zdaj v javnosti pravzaprav, kot bi temu rekel, frejma, prihodnje odločitve KPK-ja, ki pa ta trenutek ne more komentirati, ker je zadeva še odprta. Bi rekel, da sta z vidika politične obrti, govorim bolj makiavelizma, spretno izkoristila to posebno situacijo, ki je nastala, ob izdaji osnutka, ki si jo zdaj ravno kar opisal. Kako sta to naredila, je pa seveda druga debata na posmehljiv, zaničljiv način. Seveda to služi točno v okvirjanju javne predstave za obdobje kasneje, ko bodo te ugotovitve dejansko že javne in javno objavljene, in sta želela prikazati, to je tudi tisto, kar ima potem odgovarja v posnetku namestnica predsednika KPK, da se nek organ, ki ima funkcijo nadzora, 3 leta menda ukvarja z 2 SMS sporočiloma, tako torej Zdolšek in Golob želita, da slovenska javnost to razume. Poglejva, kaj je Zdolšek povedal. Če je to kršitev integritete, potem je najboljše, da kar KPK sama prevzame vlado, pa vlada. Praktično bi to pomenilo, da se predsednik vlade sploh ne more več pogovarjati s svojimi ministri. Kaj pa pravite na očitek iz premijerjeve stranke Gibanja Svoboda, ki so se pojavili danes, kjer pravijo, da vas ne vodijo dejstva, ampak da imate druge motive pri svojem odločanju? V Sloveniji imamo dolgo zgodovino politikov, ki so jih polna usta pravne države, zaupanja v institucije, v sodstvo, vse dokler se sami ali njihovi strankarski kolegi ne znajdejo v konkretnih postopkih. Takrat so pa ti postopki označeni za farso, za politično motivirane procese in podobno. No, potem, videli smo najprej v dneh, ko se je vse skupaj zgostilo to obračunavanje preko dnevno-informativnih oddaj, in potem proti koncu tedna smo videli še to vojno pisem, izmenjavo pisem. Zdaj rekel bom tako, meni se zdi pismo, ki ga je predsednik senata KPK Robert Šumi naslovil osebno na predsednika vlade, ne najboljša odločitev, bi označil celo kot strateško napako. Zakaj? Ker je Golobu in Zdolšku na nek način celo omogočil ojačati vtis, ki ga želita že itak ustvariti, da gre med njimi za neke napol osebne stvari in ne za neke resne očitke. Zdaj, odgovor kabineta predsednika vlade, ki je sledil, je pa spet drugi škandal po Stojanu Zdolšku, in to je med drugim, sej kaj Šumi cvili, to seveda parafraziram po svoje, sej smo mu za plačno reformo v tem mandatu dvignili 70% plačo navzgor, in to lepo kaže, kako si ta kamarila Roberta Goloba na vrhu aktualne vlade predstavlja urejanje težav. Zaliješ z denarjem najprej svoje medije, o tem še bova, zaliješ z denarjem svoje nadzornike in potem počneš v tej državi, kar te je volja. Bi pa še to dodal, lepo se je v zapisu Damirja Črnčeca, ki je sledil potem na Facebooku, kjer je zapisal, citiram, kako jokajoči Šumi z zamrznenim delovnim mestom na policiji piše parajoče politikantsko javno pismo, da bi on več spoštovanja. Tukaj se je lepo pokazalo, kdo je glavni prenašalec političnih metod SDS-a in Janeza Janše v vladajočo stranko Gibanja Svoboda. In tudi Drago Kos je v Tarči zelo lepo povedal, kolikor je lahko subtilno med vrsticami, da ti napadi na neodvisne institucije ves mandat od leta 2022 prihajajo iz istega centra v Golobovem zakulisju in da v končni fazi izjemno škodujejo predsedniku vlade. Ja, pri čemer bi sicer dopolnil, da Kos je pač, bom rekel, del enega drugega centra tega istega zakulisja, tako da je tudi, bom rekel, mislim, je ta njegova kritika tudi svojega denarja vredna, ampak je upravičena zagotovo. Sploh, če pogledamo, kaj je Zdolšek povedal. Zdolšek pravzaprav zdaj seveda ne razkriva tega osnutka, katerega sicer na veliko komentira, pa ga ne razkriva, tako da novinarji pravzaprav ne moremo vedeti, razen na njegovo besedo, kaj piše v tem osnutku, ki ga je zdaj povsem degradiral. Enako kot lahko Golobu na besedo od leta 2022 verjameš, da ni imel računa v Romuniji na Raiffeisen banki, in jaz sem skoraj prepričan, da je večini ta detajl ušel v poplavi stvari, ki so se ta teden zgodile, ampak Tarča je pridobila aprila letos, tako so rekli,
Odgovor Raiffeisenbanke Romunije izrecno črna na belem, ni šlo za identity theft, torej za krajo identitete. Ne? Ja, ne samo to, povedali so tudi, da se je znova odprla tudi na istem naslovu podružnica GEN-I, ki je bila vmes zaprta. Zakaj le? Ampak, če se vrnem na Zdolškovo manipulacijo. Ne? Zdolšek pravi, češ, ker se očitno, vsaj po njegovih besedah, to poročilo nanaša na SMS-e med Bobnarjevo in Golobom, češ, to zdaj uokvirja v smeri, kako naj pol predsednik vlade sploh vlada, če niti SMS-ov ne sme pošiljati svoji ministrici. Seveda lahko pošilja SMS-i ministrici, samo ne smejo ti SMS-i vsebovati ukazov, ki so nezakoniti. In to je tisto, kar pa s tem, ko poskušajo banalizirati, češ, 2 SMS-a, ja, čisto vseeno je, a je šlo za 2 SMS-a, 2 maila ali pa 100 mailov, če je bil ta ukaz nezakonit, torej ukaz o čiščenju policije na nezakonit način, je to pač kršenje integritete, kršenje zakona. Nima veze, ali ste 2 SMS-a, a jih je 19, a jih je 150. Lahko bi bil tudi samo eden, ampak imamo 2 KPK, bi jaz rekel, na tvoje izvajanje. Imamo KPK, Komisija za preprečevanje korupcije, in imamo Golobov vladni KPK, kjer ta kratica pomeni korumpirani, pokvarjeni, kleptomanski. Stojim za temi besedami, na hitro bom oba primera res po enim stavkom, zadeva Bobnar. Kot vse kaže, smo torej tik pred tem, da KPK ugotovi kršitev integritete. Še ena Zdolškova bizarnost tega tedna, želel je medijsko zreducirati ugotovitev kršitev identitete na problem plačila globe. Rekel je, ja, kakršna ta KPK je, bo na koncu moj klient očitno mogel plačati globo. Pa ni neki 100 evrov poanta tega primera. Poanta je dejstvo, da je njegov klient slovenski javnosti pred volitvami obljubil, da bo v tem primeru spokal iz slovenske politike, ne pa globa. Zadeva Karigador, nasprotje interesov, to se pa še manj sikirata. Ker to je pa pač spanje v prijateljevi hiši. Ki mu potem zrihtaš funkcije v bolnišnicah, da... Ampak mislim, da morava, ker oba iz teh vrst prihajajo opraviti tudi neko samo refleksijo na novinarske vrste. Začela sva s tistim posnetkom. Skratka, najprej so bili v sobi 4, pa njihovi snemalci. Potem je morala novinarka Tarče, Vanja Gligorovič, ven iz prostora, ostali so se prav 3. Jaz bom začel z Rokom Šuligojem. Zakaj? Izključno zato, ker je bila njegova kolegica iz iste nacionalne televizije v igri in bi pričakoval, da zato protestira prvi, da celo izsledi prvi skozi vrata tiste pisarne, tega ni storil. Jaz bom rekel tako, v mojih očeh se je s tem izkazal kot organ, na katerem običajno sedimo na stolu, Glede na to, da je na prošnjo kolegice naj on postavi vprašanja v njenem imenu po njenem odhodu, brez pomisleka, kot je pokazal posnetek, odgovoril, da tega ne želi storiti, pa se ni izkazal samo kot organ, na katerem sedimo, ampak kot organ, na katerem sedi Kim Kardashian. Res velik. Njegov prestrašen pogled v mizo ob tem, ko je rekel ne bom postavil vprašanj, se mi je pa zdel širši simbolni prikaz kastracije slovenskega novinarstva v odnosu do politike. Namesto da bi ščitil poklic, ki ga tam zastopa, se je odločil s to potezo zaščititi politiko, medtem ko izvaja nedopustni pritisk. In do konca tiste Zdolškove izjave, mislim, da je trajala še dobrih 10 minut, ni več spregovoril niti besede. Točka številka 2, Žana Vrtačnik, Pop TV. Pišem tudi o vseh 3, mimogrede komentar na zanima.me. Ja, je že dostopen. Tako. Lahko preberem. Najmlajša med 3, ki so ostali v tej sejni sobi, ni kakšna posebna olajševalna okoliščina, pa vendar to posebej poudarjam, tudi z najkrajšim televizijskim stažem. Preskok iz lokalnega časopisa, kar kakorkoli obrneš večer je, na najbolj gledano TV v Sloveniji ni tako enostaven in prenaša neko dodatno in pritisk in odgovornost. In zdi se mi, to sem tudi zapisal, da kot bi Milan Kučan januarja v Dražgošah pretirano zlezel pod kožo, ko je prav njej namenil tisti sad te ima, sad te nema, torej zdaj si, potem te ni, ko je komentiral politično menjavo njene dolgoletne odgovorne urednice na Pop TV. Glede na to, da je mlada, se sprašujem, gledam malo v prihodnost, ne s pretiranim optimizmom, ali bo čez čas sposobna uvideti svoj zdrs, svojo napačno presojo tega tedna. So ji pa kolegi iz Društva novinarjev leta 2023 lepo naložili dodatno breme z nagrado Čuvaj oziroma Watchdog.
sicer res da za poročanje iz naravne katastrofe, iz poplav na Koroškem, ne, pa vendar moja misel, kdor se ne ustraši surove moči narave, se naj tudi politične plime ne boji. Ne. V komentarju sem zapisal, tokrat je bila Žana čuvaj, ki ni zalajal. To je to. In še Vladimir Vodušek, oba poznava, legenda, veteran po svoje, po drugi strani, pa to mislim z vso resnostjo, ne, tudi za njim tragična pravosodna saga, ki se je vlekla izjemno dolgo, v njej je bil tudi oproščen, pa vendarle, ne, kljub temu ga je ta zgodba nekako dala na obrobje slovenske medijske scene, zato pragmatizem v odnosu do centrov moči celo razumem, kar pa ne pomeni, da se mi zato zdi kaj bolj sprejemljiv, ne. Ampak en drug vidik pri Vodušku še imamo, se mu pa zahvaliti za enega najbolj viralnih videov tega tedna, to pa je dejstvo, tako da je ravno z dejstvom, da je tako verno posnel vse od prvih sekund do konca, na svoj vrsten način namočil ljudi, ki so ga tja povabili, bom rekel samo to. Ne? Drži, ne, ob tem bi jaz dodal samo še pravzaprav to, da imamo ne samo na strani novinarjev, ampak tudi na strani vlade oziroma oblasti en hud padec, ko se tiče dostopa do informacij javnega značaja, ne, ko pravzaprav še vedno čakamo, celotna javnost še vedno čaka na odgovore na mnoga pereča vprašanja, ki se vlečejo pravzaprav že celoten mandat, od financiranja Vesne Vuković, takrat še novinarke, ne, v narekovajih portala Necenzurirano, do potem kasneje generalne sekretarke Gibanja Svoboda, pa recimo o že preomenjenem računu v Romuniji, ne, kjer tudi če čakamo na odgovore, in še ne par takih stvari je, ne, vključno s KPK-jem in tako dalje. Ne. Tako da tukaj so pravzaprav standardi zelo Tukaj imata predvsem na teh vprašanjih Šuligo in Vrtačnikova z dveh največjih televizij priložnost, da popravita zdrs, pa boste zdaj toliko bolj ustrajala na teh vprašanjih. No, kaj ne? Močno dvomim, da bosta, ne. Ni pa KPK ta teden edina težava predsednika vlade. Ne, pravzaprav smo zvedeli tudi, da je njegova pretorijanska garda, kot se temu pač pogovorno reče, ne, gre za njegove varnostnike, ki jih je na začetku mandata lastno ročno oziroma pač na lastno pest prestavil iz policije, iz centra za varovanje pod generalni sekretariat vlade, ne, da so se tukaj znašli pravzaprav kar večjih prekrških, gre za resne kršitve delovne zakonodaje, kot je delo brez počitka, pomanjkanje evidentiranja delovnega časa, celo generalna sekretarka vlade naj bi, čeprav so to potem kasneje nekoliko zanikali, dobila globo v višini 300 evrov zaradi teh napak, ne, kar je pa še dodatna zanimivost, da pa ob tem močno narašča masa plač za te Golobove varnostnike, ne, iz 43.000 evrov na preko 66.000 evrov. Oziroma drugače, ne, v kumulativnem znesku je bilo rečeno v 3 letih 1,6 milijona za osnovne plače, potem sem pa doma šel seštevati delovna uspešnost, malice, dnevnice, ne vem kaj vse še sodi zraven in sem naštel v 3 letih več kot 3 milijone evrov. To sem potem delil z 16 delovnimi mesti, toliko jih je sistematiziranih za Golobovo to varnostno enoto in delil z 12 število mesecev in izračunal, kako dobro se v bistvu tem varnostnikom godi. Slabih 6.000 na mesec dobijo za varovanje Roberta Goloba. Rekel si že pretorijanska garda, še posebej zanimivo, ne, da tudi policijski sindikat opozarja na nedorečena pooblastila, ker so zdaj izločeni iz sistema policije in delujejo pod generalnim sekretariatom vlade. Kaj vse so pripravljeni na muhe predsednika vlade za 6.000 storiti, morda raje, bolje, da tega po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja niti ne vemo. Ne? Mislim, jaz se bom malo pošalil, ne, pa bom rekel, da ob karakterju Roberta Goloba ne vem, če so sploh dovolj plačani, no, za to delo, ki ga upravljajo. Jaz mislim, da tukaj gre vendarle za zelo odgovorno delo, ne, tudi zelo nevarno po svoje, naj bi sem pač tak varnostnik z svojim življenjem tudi branil osebo, ki jo pač varuje, tako da to je razumljivo, da to niso neke majhne plače, ne, kljub vsemu. Je pa to klasika, se mi zdi, te vlade, kjer česarkoli se lotijo po svoje, nekoliko zafrknejo, fejlajo, če uporabim ta mladinsko slengovski izraz. Ne. In to se prenaša pravzaprav na skoraj vsak projekt, ki se ga lotijo, pa če je to varovanje predsednika vlade, ki je kaprica predsednika vlade,
ali pa na popoplavno obnovo, ne, ki sicer po mnenju vlade poteka izjemno dobro, odlično, super fajn, ne. Na drugi strani pa vidimo zgodbe ljudi, ne, ko je ta teden vlada obiskala Savinjsko regijo, so se znova oglasili prebivalci Letuša, to je vas. Izjave so toliko povedne, ki jih bomo videli, da skoraj ne rabijo nobenega komentarja. Morda boš, da jih kar pogledamo. Ne. Se pravi, ko smo bili pa poplavljeni, so prišli pa vsi se slikati sem. Vsi so se prišli snemati. Ne. Mi ne rabimo snemanja, mi rabimo pomoč. In čakamo. Čakamo parcele, čakamo cene. Pa smo to, ker je na teh 2 leta, v 2 letih, če bi imel kjer interes, v 2 letih bi že lahko stale hiše tam. Je tak? Mi imamo 202 kvadrata vanjega prostora, pa 560 kvadratov, pa smo dobila 160 000 evrov. In dej na tati 160 000 evrov, povedite, ko lahko kupiš. Menim, da so odškodnine bile pravično zastavljene. Zagotovo je pa naloga države, da ceno, ki jo bo definirala na kvadratni meter zemljišč, za nakup zemljišč, določi pravično. To pomeni, da ne more odstopati bistveno od odškodnine, ki so jo dobili na trenutni lokaciji. Je že znano, kolikšna bo cena kvadratnega metra parcele? Kot rečeno, cenilec je že določen, naročen. In mi pričakujemo v kratkem, da bo tudi določena strani sklada ta cena kvadratnega metra teh parcel. Ja, glej, 146 hiš so na tem območju predvideli za rušenje. Vlada je ta teden prišla na ta regijski obisk v Savinjsko regijo. Premier je ob tem imel čisto druge skrbi. Je bil spet, tako ko je bil po poroki srečen sem, je bil zdaj zelo zadovoljen in vesel, da so točno določene informacije o osnutku KPK-ja prišle v javnost. Na drugi strani pa domačini, ki jim več kot 2 leti po katastrofi na nadomestni parceli, ki jo je predvidela država, rastejo buče. In te buče so dobra metafora za cel niz vladnih politik v tem mandatu. Od gradnje lahko po izjavi gospoda Šefica sklepaš, kako daleč so še, ker gospod Šefic nima še niti cene kvadrata. Kvadrata parcele, na katerem bodo te ljudje lahko gradili svoje hiše. Ali pa ne bodo, ker bojo ocenili, da je to bistveno dražje od tega, kar jim je država povrnila za škodo. In seveda sami že ugotavljajo, da so po domače povedano bili nategnjeni. In tista prva izjava sploh, ko je gospod rekel, so se prišli poslikati in šli naprej, najlepše opiše in modus operandi in modus vivendi v tej aktualni vladi Roberta Goloba. Pri čemer je stvar, se mi zdi izrazito, mislim, da če se postavimo v vlogo teh ljudi, to so ljudje, ki jim je poplava vzela dobršen del ali pa morda celo vse premoženje, ki so ga imeli, pa močno poškodovala njihove hiše. In zdaj so oni v situaciji, ko 2 leti pravzaprav ne vejo, ali ne zdaj te hiše obnavljajo, ali celo pri nekaterih primerih je šlo za to, da so dobili enkrat tako informacijo, enkrat drugačno, češ so vaše hiše namenjene za rušenje, pa potem niso bile, pa spet so bile, niso bile. Ti ljudje zdaj ne vejo, ali ne investirajo, obnavljajo te svoje hiše, jih urejajo, ali ne šparajo za gradnjo novih hiš, ki so predvidene. Skratka, 2 leti živeti v taki situaciji, mislim... A zdaj razumeš Goloba, ker je rekel, ljudje imajo rajš od nas denar, kot da jim gradimo. Ja, seveda, zato, ker če bodo dobili denar, bodo vsaj lahko sami nekaj poskrbeli. Medtem ko, če bi gradili, lahko čakajo na še desetletja, preden bo dejansko karkoli zgrajeno. Mislim, da je to pravzaprav govorjenje tukaj o vladni učinkovitosti pri reševanju poplav. Mislim, da je pravzaprav ironija, posmeh ljudem v stiski. Na drugi strani, Peter moj, pa vlada prav nič ne čaka, ko je treba začeti več kot leto, preden se Žigi Debeljaku na SDH-ju izteče mandat predsednika uprave, s tem, da že pričnejo z novim razpisom za predsednika uprave, torej že za naslednje mandatno obdobje. To, kar mene zabava, bo zdaj zelo dobro v klipu, ki ga pokaževa, povedal ekonomist Matej Lahovnik. Torej, vse se bo spremenilo, vlada se lahko po volitvah zamenja, neke stvari pa vedno ostanejo. Gleda. To je zelo hitro, moram reči, ne vem, če je potrebno. Je pa seveda bistveno bolj potrebno, da na nek način popolnimo nadzorni svet SDH-ja, kjer so samo 3 člani in bi mogel še 2 člana na nek način državni zbor imenovati. To se mi zdi ta moment celo bolj pomembno, kot pa to, da 1 leto prej začenjamo postopke za imenovanje
za naslednji mandat. Kar vse kaže na to, da si želijo zacementirati pozicije za ves prihodnji mandat in seveda se lahko zgodi, da bomo dobili novo vlado, novega predsednika vlade, novega ministra za gospodarstvo, novega finančnega ministra, ki bodo ugotovili, da dejansko nimajo ključnih vzvodov vplivov na gospodarstvo, ker so tam pač kadri, ki so tesno povezani z vodilnimi v prejšnji vladi. Mislim, tlele, bom začel s tem, da ta vlada oziroma v kombinaciji s predsednico republike pa vendar ima hude težave pri imenovanju guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic, kup nekih funkcij, ki bi jih že zdavnaj morali imenovati, jih niso, še vedno niso našli skupnega jezika s predsednico republike, da bi te ljudi imenovali. Hkrati pa zelo hiti, ko je treba neke svoje kadre, in pri čemer recimo je primer tega bil že Damir Črnčec, ki so ga v prejšnjih epizodah izpostavljali, tako da se ne bom zdaj vračal k njemu, ali pa Žiga Debeljak. Ali pa Žiga Debeljak, prav tako močno očiten kader vlade, iz tega miljeja Mercatorja, Zoran Janković, Robert Golob, zelo dober prijatelj, bil je na poroki Roberta Goloba, to marsikaj pove, so pa začeli že 1 leto pred iztekom mandata postopke za imenovanje, da bi vse lahko speljali že pred menjavo oblasti, s čimer zagotovijo na eni strani, da imajo svojega direktorja SDH-ja, ki upravlja z 13 milijardami državnega premoženja. Dokler tista naslednja vlada mal ne pogleda okrog sebe in se približno konstituira, No, mislim, če sploh neka drugačna vlada bo. Ta čas morda, ampak v smislu, uradno mu potem mandat teče še dolgo naprej. Torej, če ga predčasno razrešijo, dobi 6 plač, kar je preko 100,000 evrov, lepo vladno, bom rekel, zlato padalo, ki je zgolj prvo izmed mnogih, o katerih bo govorila v tem tednu, in hkrati pač torej svojim lepo porihtati, ko pa gre za druga državna imenovanja, pa hude težave. In zdaj pazi, ta teden smo videli ogromno nekih pisnih izjav, PR službe so se natipkale kot že dolgo, in tudi iz SDH so poslali en veleumen odgovor in pazi, zakaj torej več kot leto dni prej začenjajo s postopkom, ker gre za zahtevne in dolgotrajne postopke, zato ni nič nenavadnega oziroma je del običajne prakse, da se priprave na to začnejo toliko prej in zdaj pazi, To je v direktnem nasprotju z vsem, kar trdijo glede opask KPK pri zadevi Damir Črnčec, za svetovalca uprave, tudi tu gre za upravo SDH, ko so kadrovski postopek speljali čez božično-novoletne praznike v obdobju, ko je bilo od 14 zakonskih dni za razpis 8 dni dela prostih. In zdaj, dragi moji, če pišete takšne odgovore, se morate odločiti, ali je torej normalno, da je 8 delovnih dni, prostih oziroma čez praznike, ali je normalno, da stvari trajajo 1,5 leta. Prosim, naj se to do naslednje epizode odločijo. Kaj je zdaj normalno? Jaz bi dodal še nekaj, Medtem ko so že 1 leto pred potekom mandata začeli iskati novega direktorja oziroma predsednika uprave SDH, istočasno še vedno ostajata nepopolnjeni danes 2 mesti nadzornikov SDH. Seveda, ker sem na strani nadzora pač ni takega zanimanja. Ampak po istih standardih bi se po mojem moralo izjemno muditi. In zdaj, ko smo že pri imenovanjih, mi ni ušlo še nekaj, da je za polni mandat zdaj po novem imenovan tudi generalni direktor policije oziroma bolj znan kot urejevalec nohtov Damjan Petrič. Tako, ali pa tisti, ki ima pisarne v holdingu s sedežem v Banja Luki, ki naj bi ga morda tudi preiskoval kot policist. Drugo zlato padalo ob koncu vlade. Tretje zlato padalo, ki bi ga omenil. Ali pa vsaj sum zlatega padala, je torej nakup helikopterjev. Ta teden smo prišli do točke, ko je vlada odpravila prav vse ovire k podpisu pogodbe z dražjim dobaviteljem manj primernih helikopterjev Leonardo, ki je konec koncev znan tudi po praksah, ki niso ravno v skladu z idejo integritete. In zdaj dolga zgodba na kratko. KPK je rekla Državni revizijski komisiji, čuden razpis je, še posebej nas en razpisni pogoj moti, dejte vi pogledati, ali bi bilo to za razveljaviti, ali ne. In pač Državna revizijska komisija je rekla, razpis gre čez, ovir za nakup helikopterjev ni več,
midva pa se lahko seveda po koncu te sage, ki je, kakorkoli obrneš, epizodna zmaga notranjega ministra Poklukarja, vprašava, kdo si je torej poslal to zlato padalo oziroma penzijo s kakšnim nakupom Leonarda. Poglejva pa, ne, ker je izjemno nenavadna izjava predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka. S sklepom smo zavrnili revizijski zahtevek varuha javnega interesa. Tudi če bi bilo tole merilo izločeno, bi pravzaprav skupni seštevek bil še zmeraj enak in še zmeraj bi bil izbran helikopter tipa Leonardo. Je pa mogoče malo neverjetno, če rečem tako, oziroma malo čudno, ne, da ne izpodbijaš tistega, kar je dejansko pripeljalo, da je eden izmed vlagateljev izločen zaradi 4 pogojev v tehničnih specifikacijah, katerih pa varuh javnega interesa ni izpodbijal. No, argument gospoda Sama Červeka se mi zdi skrajno neuzdržen. Ker ste se sklicevali na del razpisa, s katerim je po našem vse ok, smo ga spustili naprej, če bi se pa sklicevali v prijavi na kakšne druge člene v razpisni komunikaciji, bi pa jaz ta razpis razveljavil. To me spominja naprimer na forenzika, ki dobi na mizo truplo, za katero policija recimo domneva, da je umrlo nasilne smrti, reciva z davljenjem. Ne? Potem opravi forenzik pregled, opazi nekje na nogi pri žilah ubodno rano, in napiše uradno mnenje, ne, šlo je za naravno smrt brez znakov kaznivega dejanja, zato ker ni šlo za zadušitev, ampak za izkrvavitev. Ne? Približno tako. Približno tako je. Očitno bi še to pikro pokomentiral, je gospod Červek za razliko od Roberta Šumija na KPK-ju razumel Golobovo sporočilo plačne reforme, najbrž je tudi on dobil kakšen funkcijski dodatek, ne? In kakorkoli smešno, ne? Na tej izjavi definitivno ni bil nekdo, ki bi ga jaz vzel na ravni vrednot na isti strani kot KPK, kot nek človek s skupnim ciljem, da s kolegom Šumijem pregleda, kaj je res prav ali narobe s tem razpisom, ampak je svoje pozicije začutil potrebo, da z drugim nadzornim organom javno polemizira, kot da je KPK v tej zadevi preiskovanec, ne pa notranje ministrstvo oziroma minister Poklukar. Ne? Ja, in pri čemer ni bistveno drugačen od postopanja SDH-ja, ki toži KPK, ne, in tako dalje. KPK je vsega kriv v tej državi. V bistvu, pa še to bi rekel, ne, da tukaj celotna ta saga helikopterjev, ne, gre pravzaprav kot tank, ne, Ministrstvo za notranje zadeve oziroma celoten ta pač proces nakupa helikopterjev gre kot tank v smer, za vsako ceno hočemo Leonardove, ne, naj stane kar hoče, naj se nam postavi na pot kdor hoče, kot tank ga bomo povozili do ključnega zadnjega cilja nakupa točno določenega helikopterja. Da ne bi bilo nesporazuma. Men, Robert Šumi ni kakšna huda in kredibilna figura na vrhu KPK-ja, ne? Ampak to, da se ta teden pogleda v ogledalo in si lahko reče samo sem kriv, da sem živ, ne, je pa tudi dejstvo. Tako da... Ja, pri čemer zlatih padal še ni konca. Ne? Ta teden na portalu zanima.me razkrivamo zgodbo še enega belokranjskega podjetnika Tomislava Blagojeviča, ne, ki z novo ustanovljenim podjetjem mastno služi pri kakšno naključje elektroenergetskih podjetjih, ki prihajajo iz miljeja premierja Roberta Goloba. To je tipična zgodba Roberta Goloba in Gibanja Svoboda. Veš, ko Golob še na kongresu je rekel, uresničujemo že 3 leta in pol svoje sanje. Skrbimo za naše. To je točno to, ali pa skrbimo za naše ljudi. To je zelo plastičen primer. Spet dolga zgodba, ki si jo lahko gledalci pogledati na zanima.me zelo na kratko. Imate XY neznanega podjetnika iz Bele krajine, ki ga do leta 2014 sploh ni nikjer na radarju javnosti. Takrat namreč kandidira za zavezništvo Alenke Bratušek na parlamentarnih volitvah, neuspešno dobi dobrih 300 glasov in se naslednjič v javnosti znajde maja 2024 z ustanovitvijo podjetja Mobilija. On je edini zaposleni v tem podjetju, podjetje je temu primerno, ker je novo, nima nikakršnih referenc. Ne? In potem v naslednjih 9 mesecih z Darsom, z Elektrom Maribor, Elektro Primorska podpiše 4 pogodbe v skupni vrednosti 800 in še nekaj tisoč evrov brez DDV oziroma dober milijon z DDV-jem za finančni najem oziroma tako imenovani leasing. Skratka, postane glavni dobavitelj vozil za ta infrastrukturno-energetski del paradržavnih podjetij.
neverjetno, ne, in tisto, kar doda piko na i in je tipično za gospoda na najni, moji levi in tvoji desni, ne, je, da ko pogledaš povezave, ko pogledaš samo bežno družbena omrežja gospoda Tomislava Blagojevića, so noter. Marta Kos, generalni sekretar stranke Matej Grah, Nataša Avšič Bogovič, poslanci Žavbi Gregorič, dva ministra, ki urejata ravno področje, na katerem posluje Alenka Bratušek in Bojan Kumer in tako naprej. Seveda, za naše poskrbimo. Ne? Pa da zaključimo s temi zlatimi padali. Ta teden je potekal tudi kongres stranke Levica. Ne, najmanjše in hkrati najvplivnejše, bi lahko rekli, vsaj po ideologiji in po programu vlade. Stranke kar nekaj novosti, ne, pa če izpostavim najprej Asta Vrečko ostaja koordinatorka, pridružuje pa se ji znova Luka Mesec kot sokoordinator, torej zdaj bodo imeli dva koordinatorja, že tako sicer menda kolektivnega vodstva. Pogovarjali so se tudi o združevanju oziroma o skupnem nastopu z stranko Vesna. Ni se še povsem izšlo, ker niso bili sklepčni, tako da bomo, mislim, da jutri zvedeli, kakšno je torej odločitev članstva, kajti polovica članov mora glasovati v tem izboru oziroma tem potrditvi tega velika sklepa. stranka, nimaš kaj, ne? Se zavleče. Se zavleče, pri čemer so pa ta sklep glede Luke Mesca menda pa že vnaprej pripravili, zato da na kongresu ni bilo težave. Ne, kažejo se velike ambicije, da znova pridejo v parlament, kjer so na pragu, ne, in poudarjali so, rekel, vzpostavitev socializma. Ne. To je bil, kar se ekonomije tiče, njihov cilj je vzpostavitev socializma. Ne. Zakaj, po mojem mnenju, Asta Vrečko rabi ta obliž ali pa, če želiš, kar pogovorno flajšter v obliki Luke Mesca zraven spet, ne? Odnesel jo je iz te čisto prve linije slab medijski nastop, za moje pojme, tega nisem povedal prvič. Ostala pa bo definitivno na površju, da drži za silo skupaj tisti najradikalnejši del, ki in ga bo v kampanji seveda napadal Miha Kordiš, ne, z mi socialisti. Mesec bo kot javni govorec, bliže kot bomo marcu, več ga bo, ne, iz konzerve in seveda tudi kot dokazani, zdaj že v tem mandatu, pragmatik za povolilno povezovanje, kar Asta Vrečko ni ravno. Ne, no, ne samo, da ni pragmatik za povezovanje, tudi njeni nastopi so izrazito robotski, na pamet naučeni in povsem zmrzne, ko je treba odgovoriti na kakšno improvizirano vprašanje, ki ni bilo vnaprej predvideno. Ne, tako da v tem smislu se mi zdi, da bo pravzaprav glavna teža soočen verjetno padla na Luko Mesca, ki je v tem kontekstu veliko bolj spreten. Je pa bilo na samem kongresu, ne, če si spremljal telesno govorico obeh, vendarle jasno, da šefica ostaja Asta Vrečko, ne, ki je pravzaprav Luku dajala besedo, ko se ji je zdelo primerno, sicer pa v glavnem ona na tej točki odgovarjala na ta vprašanja, ne, in kar mi je še posebej tudi padlo v oči, ne, pravzaprav stranka je bila kar močno prizadeta z odhodom Mihe Kordiša in dela stranke, ki je šel z njim, se pa zdaj na ta način pravzaprav skuša pobrati in priti nekako nazaj na ta parlamentarni pač nadprag. Jaz tim kljub vsem PR trikom, tudi temu sokoordinatorstvu in obilni pomoči premierja Roberta Goloba pri bildanju pripisujem, da bodo spet do zadnjega gledali tisto tabelo Državne volilne komisije, ali so ali niso noter, bi pa rekel še to glede združevanja z Vesno. Nobenih koristi ne vidim, tudi teh v procentih ne, razen da jih bo hišna agencija, to mirno lahko rečem, Gibanja Svobode Valikon, do zadnjega merila posebej, ne, da Golob poskrbi za tiste partnerje, ki jim kaže slabo in si jih najbolj želi za nov mandat, s pomočjo, kot pravim, hišne agencije, ki si je po vseh znanih podatkih, če smo iskreni, tudi, kot kaže, ne plačuje sam oziroma z denarjem svoje stranke, pač pa podobno kot odvetnika Zdolška preko državnih podjetij, obvodno, kot tako radi rečejo. Obvodno, temu, ne. Ja. No, ko so že pri vladnih strankah, morda še tisti, ki je še niso omenila, socialnim demokratom, ne, tam se zdi, kot da se je močno v zadnjem času profilira novi
uradni govorec, ki pa sicer v vladi nima kakšne funkcije. Ne? Ni na ključje, kdaj so se odločili, da Luka Goršek postane novi uradni govorec. Ne? To je v bistvu v trenutku, ko ima premier najhujše osebne tesnobe in težave z KPK-jem in postopki. Predlagam, da pogledava njegovo verzijo distanciranja od Goloba, pa še kakšno rečeva o tem. Naj se vladajoče Gibanje Svoboda brzda pri svojih komentarjih, ki rušijo verodostojnost KPK, pa so do svojih koalicijskih partnerjev kritični socialni demokrati. Nismo daleč od tega, da bo naš sistem zelo podoben nekaterim v balkanskih državah. V smislu podrejenosti. Definitivno institucije pri nas, sploh tiste najpomembnejše neodvisne institucije pri nas, v bistvu sam še sredstvo za obračunavanje. In politika tukaj, ne vem, če se zaveda svoje odgovornosti in ne vem, če se politika zaveda tega, kaj pomeni, ko neodvisne institucije klecnejo. Se bojim, da bomo to kmalu videli. Mislim, zdaj, če pogledamo, gospod Goršek zelo lepo govori. Ne? Najprej je podpredsednik stranke, tako da po rangu mu pripada govorništvo. Ne? Jaz bi izpostavil, in podobno kot pri Hanu, odlično, se strinjam marsičem, ampak kolegi SD, kje so dejanja? Pravzaprav glasni so marsikdaj, in Han pri SDH-ju, Goršek pri KPK-ju. A ste potegnili kakšno potezo? Ste vprašali Roberta Goloba po zdravju pri tem ravnanju? Ste zagrozili? SD je stranka z 8 poslanci in pravzaprav tista stranka, ki drži koalicijo v večini. Če gre SD iz koalicije, to sem že večkrat povedal, enostavno koalicija nima več večine. Če bi SD pri nezdravo razumskih zadevah potegnila za opozicijo, bi lahko pač preprečila marsikaj, potem pa, bom rekel, samo to, takole jamra, ali pa potem za nazaj joka, če bi zdaj glasovali, ne bi spremenili davčne reforme. Kje ste, ko je treba glasovati? Kako jaz vidim tole, jasno je, to je zdaj že opazno, da bolj globoko, kot gremo v predvolilno kampanjo, bolj želi vsaj retorično SD vzpostaviti neko distanco do predsednika vlade in do vladajoče stranke, se pravi do Goloba in do Svobode. Mislim, da bojo z Luko Gorškom bolj avtentični v tej želji, nekoliko bolj kredibilni. Prvič ni nikjer vključen v neke vladne strukture, drugo prihaja iz veje SD-ja, ki je tradicionalno bistveno bolj kritična do vlad, v katerih sodelujejo, kot tista mainstream stranka, to je ta mladi SD. Razlog, zakaj so ga zdaj dali na to mesto, pa je po mojem v težavah Hana kot predsednika in v težavah Janija Prednika kot vodje poslanske skupine SD. Na recimo bolj zasebne narave težave Hana sva nekajkrat nakazala, pa ostanimo dostojno pri tem. Bolj pa so butnile ravno v zadnjih dneh tudi težave vodje poslanske skupine v javnost, po eni strani neka prijava za družinsko nasilje iz preteklega nekega partnerstva in, kar je razkril kolega Bojan Požar, neki vulgarni, čudni, sporni, seksualni SMS-i, ki mu jih je pošiljala Urška Klakočar Zupančič, v smislu, na kakšen način naj te obiščem v tvoji pisarni. In to so, kakorkoli banalno se sliši, bremena, s katerimi težko potapljaš Roberta Goloba, morda to lažje dejansko stori podpredsednik Luka Goršek. Ja, oziroma opozicija, pa če morda preideva še na nekaj opozicijske dogajanja, kar pravzaprav pestro je te dni v odnosu manjših opozicijskih strank, predvsem Nove Slovenije in SLS-a. Za SLS-om je kar nekaj pomembnih korakov in odločitev, o katerih bova več spregovorila v posebni epizodi za naročnike, tako da na tej točki vabilo vsem, ki še to niste, da se naročite in jutri v soboto zjutraj lahko dostopate tudi do te posebne epizode, kjer razkrivamo kar nekaj ozadij tega sodelovanja oziroma nastajajočega sodelovanja, predvsem med SLS-om in NSI-jem, dodajmo zraven še stranko Fokus. Tako, reciva toliko v redni epizodi, da so imeli na SLS-u pač sejo glavnega odbora. Jaz bi rekel, da so malo pohiteli z odločanjem, kar glede na rejtinge stranke ni tako nerazumljivo. Imaš še kaj na to temo za dodati? Ali dava v zaklenjeni del? Bom rekel samo to, da si je Tina Bregant utrdila svoj položaj v stranki, kar ni bilo
samoumevno in da Janez Janša nekoliko besno gleda na svoje akterje znotraj SLS-a. Bi se z osnovno tezo strinjal, pa jo nadgradiva v tem Safari Special. Ko smo pa ravno pri NSI-ju, samo še 2 opombi po črto, vložili so pod vplivom te paradigme Jerneja Vrtovca, ne, skrb za povprečnega Slovenca, skrb za standard ljudi, predlog študentskega SP. Mislim, da je letna meja 15.000 evrov, ne, do katere bi bil pač študent upravičen in obdržal tako vse podjetniške kot študijske pravice, ki izhajajo iz tega. Zanimiva podrobnost, ki so jo izbrskali mediji, da je bila podobna ureditev, ne prav takšna, 2013 v času Janševe vlade ukinjena. Dam priznanje Vrtovcu, da je na to razkritje reagiral korektno in je rekel, da je bila to leta 2013 napaka. Ne, mislim, da je šlo za ZUJF, nisem pa preverjal. Pa druga stvar, mislim, da sinoči je bil v soočenju z Simonom Maljevcem njihov vodja poslanske skupine, Janez Cigler Kralj. Bi pokomentiral predvsem Maljevca na temo dolgotrajne oskrbe. Ne. Zdaj, hudič je, ker se bliža tisti december, ki ga je tudi Robert Golob postavil kot kritično točko za ministrov obstoj. In zdaj Maljevac išče izhode iz neprijetne situacije. Torej želi prikazati, ker je tam v nastopu omenil, ta teden smo pa izdali, ne vem, 10 ali 15 odločb, ne, kot da je z izdajo odločbe storitev že funkcionalna. Odločba spomeni samo papir, s katero ti dobiš priznanje države, da si upravičenec, ne? To pa ne pomeni, da tvoja občina ima izvajalca ali da boš do tega res decembra ali pa kadarkoli v prihodnosti lahko dostopal. Ne? Pričemer govorimo o nekaj 10 odločbah, ne, na mislim, da več 10.000 pač vlog. Tako, ja. Ko si že omenil dolgotrajno oskrbo, ne, bi omenil še to, kar mi je upadlo v oči ta teden, pa mislim, da se ni temu posvetil prav posebne velike pozornosti. Ne. Kako pravzaprav je vlada zdaj ta davek, ne, oziroma prispevek, ne, ki je isto kot davek z drugo besedo, ne, ki ga pobirajo na zalogo za dolgotrajno oskrbo že od 1. julija, čeprav nič še ne funkcionira, ne, ga bodo zdaj prelili v pravico, ki bi sicer morala biti financirana iz proračuna, ne iz sklada, kamor se ta prispevek zbira, ne, torej pravica za postrežbo, dodatek za postrežbo, ne, in bo na ta način v proračunu prihranjenih več 10 milijonov evrov. Ne. Zelo enostavna računovodska postavka, ki pa pravzaprav bi morala biti nezakonita. In ko smo že pri NSI-ju in očitkih, ne, v tednu, ko so Robertu Golobu izdali KPK 2 odločbi, ko ga preganja tožilstvo, ko je njegov odvetnik napadal medije in tako dalje, ne, kaj zmore pripraviti podmladek Gibanja Svoboda. Očitek novi podpredsednici Nove Slovenije Mojci Sojar, da je KPK tudi pri njej zaznal eno napako, šlo je pa zato, da se je pozabila izločiti pri enem glasovanju, kjer so njo imenovali v enega izmed svetov zavodov. Način, na katerega to počnejo, je ves čas enak. Se spomnim prejšnjega tedna in prejšnje epizode, ne, ko je Damir Črnčec Anžetu Logarju na očitek, da želijo z načinom organizacije obrambnega holdinga zamegliti tokove milijard v obrambno industrijo, odgovoril, no, se ti si pa za 20.000 naročil kulije pri bratu Janeza Janše. Tako nekako to gre. Tako nekako, ne, pač preusmerjanje pozornosti. In ko smo že pri preusmerjanju pozornosti, ne, ta teden je skoraj mimo javnosti šla informacija o tem, da je opran, ne, vseh očitkov oziroma da je tožilstvo zavrglo torej kazensko ovadbo zoper njega, Zdravko Počivalšek. Ne. Zdaj samo spomnimo. Bi samo nekaj pokomentiral, ne, ker imamo medijsko realnost ta teden kar na tapeti, ne, o tem, da je dejansko specializirano državno tožilstvo zavrglo to kazensko ovadbo zoper Počivalška, smo z Zanima me ured poročali 3 mediji v državi, pri čemer je eden od teh 3 medijev, in to je javna RTV, ne, objavil prispevek o tem, ampak s starimi izjavami, kjer ga takratna opozicija še naprej obtožuje. Ne? Torej niso šli zdaj te takratne opozicije vprašati, kaj pa vaše obtožbe, ne? Ampak so samo ponovili stare očitke. Ja, pri čemer spet gre za krizno situacijo, ne? Ko pravzaprav se je začenjala epidemija, nihče ni vedel, kako huda bo, kakšne bodo posledice, in ko se je celoten svet grebil za ventilatorje, ne? Takrat se je očitalo, da je to bila kraja stoletja, ne? Ki je pri zdajšnjih helikopterih in obrambnih milijardah pljunek v morje, ne, in
konec koncev. Pravzaprav se je zdaj pokazalo, da ni bilo s tem nič narobe. Ne, zadeva je bila izrazito politično motivirana. Uslužbenec državnih rezerv Ivan Gale, ki pa je bil promotor tega, ne, kasneje je politično propadel, zdaj pa dela na Akademiji znanosti in umetnosti. Ne. Mislim, to je tudi skratka, svobodni umetnik. Svobodni umetnik, mislim, ta neodgovornost politične levice, ki rušila ta prizadevanja recimo v času epidemije, ne, zdaj pa tišina. EPP je opozoril te dni, ne, da vladavina prava v Sloveniji nazaduje. Bila je skupna izjava, ki pa je seveda vzpodbujena strani slovenske delegacije v stranki, ne, in opozorili so pri tem na nedavni primer, to je zaplemba oziroma hišna preiskava pri Alešu Hojsu, podpredsedniku SDS, in posebej v delu, ko gre za zaplembo njegovega telefona, tudi dostopa do različnih drugih internih strankarskih informacij. Ne. Samo se absolutno strinjam, govori tudi v delu, kjer so napadi na NSI, različne javno generirane afere. Skratka, ogromno se v tem mandatu tudi Golobovi mediji ukvarjajo z opozicijo, ne. Tako obilno se opozicije še v zgodovini ni preiskovalo. Bi pa rekel nekaj, kar sem včeraj z začudenjem opazoval na Tarči, namreč pogovor Aleša Hojsa za Tarčo, ne, v drugem delu oddaje, ko so šli še na to preiskavo. Do trenutka, ko sta razgrnila javno z Matozom to odredbo za preiskavo, ne, se mi je zdelo njuno pojasnilo kredibilno. Torej, kako po nekem tretjem kolenu sklepati o tem, da sem nekomu prodal informacijo. Včeraj, jaz ne trdim, da se je to seveda zgodilo, ampak včeraj se je Hojs bistveno bolj zapletel pri pojasnjevanju. Namreč zdaj vemo tudi, da kar ni najbolj običajno za pač odnos najemodajalec, najemojemalec, ni komuniciral samo s to osebo, ki je živela v njegovem stanovanju, pač pa tudi s tisto sporno, ne, ki naj bi bila neposredno na vezi s kavaškim klanom, in ko je novinar še malo vztrajal pri podvprašanjih, je potem Hojs rekel, ja, pa se meni je ta najemnik že v začetku rekel, da občasno bojo pa pri njem tudi vsi drugi člani familije, pa sem se že malo prijel za glavo. Ne? Ja, zelo zanimivo, ne, ko gre za pač to preiskavo. Res se mi zdi, to smo že enkrat povedali, no, da ko gre za notranje ministre, vendarle je to vprašanje, kaj narediti, recimo, kako mu oddati stanovanje in tako dalje, nekoliko bolj delikatno kot pri vseh ostalih državljanih, ne. Je pa to, se mi zdi, da se tudi Evropska ljudska stranka, torej s tem pravzaprav Evropa, zaveda, ne, tega padca pravne države oziroma standardov v Sloveniji. Ne, večkrat že slišimo v Evropskem parlamentu tudi Slovenijo omenjati v kontekstu, v katerem se je zelo neprijetno včasih omenjalo predvsem Madžarsko in nekdaj Poljsko, pa tudi Poljske zdaj ne več. Ne. Tako da se mi zdi, da če so včasih probleme načrtno izvažali iz leve, zdaj uspešno, ampak upravičeno to uspeva vsaj delno tudi desnici. No. Zdaj, ko si odprl evropske teme, sva pri Ursuli von der Leyen, ki ima več interpelacij od Boštjana Poklukarja. Ne? Ampak jih tudi zelo uspešno prestaja. Zaenkrat celo zadnji dve bolj uspešno kot 1. julijsko. Zelo na kratko, ker nam čas izteka. Slab trgovinski dogovor z ZDA in Mercosurjem, torej državami Južne Amerike. Očitek zelo upravičen. In skupen, tako levi interpelaciji kot desni. Torej, interpelaciji sta dve, ker so eno vložili v stranki Levica oziroma skupini Levica, Evropska levica, drugo pa Patrioti za Evropo, torej ta zelo desna, že bolj na robu, da ne rečem skrajno desna skupina, ne, ki poleg torej, teh slabih trgovinskih sporazumov von der Leyenovi očita še slabo obvladovanje migracij, razbohoteno birokracijo, širok, prebogat proračun in odsotnost ukrepov za gospodarsko rast, medtem ko Levica na drugi strani očita neukrepanje ob tako imenovanem genocidu v Gazi, ne, kar je posebej morda zanimivo. Obe interpelaciji sta dobili približno enako glasov, zelo malo je bilo tistih, ki so glasovali za obe. Če se osredotočimo na slovenske poslance, zelo zanimiv
razvoj glasovanja. Jaz bi preden greš sam na poslance rekel tako, ne. Še vedno mislim, da je Ursula von der Leyen, kakorkoli meni ta bruselska scena tudi deluje zelo zaspano in nekako anemično, ne. Še vedno najboljši kompromis zmernih politik z obeh strani. Problem, ki je potem, ki boš zdaj nadaljeval slovensko realnostjo, pa je, da dva največja igralca, vsak na svoji strani pač nista zmerna in imamo težave vsi z Ursulo. Potem, kar se tiče Ursule von der Leyen, pa sem se o tem bolj podrobno razpisal na portalu zanima.med, tako da lahko si tam več preberejo ljudje v komentarju z Ursulo je težko, brez Ursule pa kaos. Ne? Problem je to, da Ursula je taka, kot je in na tem mestu, kot je, zato, ker nihče drug tam ne more biti. Enostavno, kdorkoli bi bil bolj odločen, bi vsaj delu koalicije, ki pač je Ursula potrebuje za to, da ostane tam, kjer je bil nesprejemljiv. Ne? In če bi uspeli Ursulo zamenjati, pri čemer se strinjam, da je dokaj slaba predsednica komisije, bi verjetno dobili še kaj slabšega, no? Vsaj po moji poznavanju situacije v Evropskem parlamentu, ne? Kar je posebej zanimivo, ne? Proti obema interpelacijama so glasovali Zala Tomašič, Romana Tomc, Matej Tonin in Marjan Šarec. Marjan Šarec, opa, edini, ki tukaj ideološko ne paše zraven. Ne? Ja, ne, pravzaprav, ampak bom razložil, kaj se mi zdi zanimivo. Ne? Torej, Irena Joveva je glasovala za obe interpelaciji. Jaz to vidim kot stičišče skrajne levice, skrajno desnico. To se dogaja v Sloveniji, to se dogaja v Bruslju. Ne. Ja, Vladimir Prebilič je bil za ta levo interpelacijo in proti desni interpelaciji, medtem ko sta Branko Grims in Milan Zver bila vzdržana. Če še to pokomentiram, Zver vzdržan, ker se mu ne da, in Grims vzdržan, ker mu Janša ne dovoli se opredeliti do tega. Zdaj, če smo natančni, Branko Grims je edini poslanec EPP-ja, ki je v prvi julijski interpelaciji prispeval svoj podpis in ga potem pod pritiskom Janeza Janše in stranke umaknil. Branko Grims je tudi poslanec, ki praktično ni vabljen na nobeno sestank EPP-ja, ker tudi dobi časa za razpravljanje, ker se enostavno ne obnaša kot poslanec EPP-ja, ampak bolj ali manj patriotov ali pa evropskih konzervativcev. S čemer si je pravzaprav zaprl vsa vrata v Evropskem parlamentu, kaj ti, kdor ne razume evropske politike, se ta ne dela na plenarnih sejah, kjer pač poslanci rohnijo, kar pač rohnijo, zato da jih njihovi asistenti posnamejo in objavijo na socialna omrežja. Za svoje volivce ključno je to, kaj se dogaja na sestankih, kjer se dogovorijo stvari v zakulisju, zato pa moraš biti prvič na sestanke vabljen. In v tem kontekstu je v interesu SDS-a, da so v EPP-ju, ker je EPP glavna sila, ki je na vse te sestanke vabljena, za razliko od patriotov, ki tega v glavnem niso, in se sestankov tudi udeležiti, kar pa je recimo problem Milana Zvera. In potem imamo tukaj še Vladimirja Prebiliča, ki pred bližnjim kongresom v sredo jemlje za let in pravi levo interpelacijo sem podprl, desne nisem, kar je zame preprosto nakazovanje vrednot pred vstopom v bitko. Oziroma prestiž, ko si lahko privoščiš, ko veš, da pač nobena izmed interpelacij ne bo padla, kar pa se zelo hitro lahko obrne, kot smo videli poleti pri tistem glasovanju o obrambnem referendumu. Vselej burno pa je, kadar je Urška Klakočar Zupančič zraven tudi v domačem parlamentu, zelo je občutljiva, tudi tisti njeni rdeči štikli so pravzaprav odgovor na to, ko se moški del politike obregne ob ženski del politike, obratno pa mislim, da s kolegico Leno Grgurevič, ki je skrajno krilo Gibanja Svobode, izkoriščata druženja na odboru za pravosodje, to se ponavlja v tem mandatu, da se brez kakšnih velikih zadržkov delata norca iz moškega dela zasedbe SDS. Lahko pogledamo. Si lahko oba z gospodom Poglajnom pogledava v ogledalo, pa bova videla, kaj je boljše. Sicer pa jaz vam ne morem pomagati, kolega Poglajen, če sem jaz bolj zanimiva kot vi. Pa tudi vam ne morem pomagati, če vem več kot vi. Koliko jih moti? Koliko jih moti, da se kar cepeta na tisti strani? Sploh ne govorim o tem, kakšne imate. Ampak ne bomo šli na ta nivo. Kar senješ, to pa žanješ in na koncu vrne kot bumerang. Kot bumerang. Zadane točno tja, kamor mora. Pa ne se bate, uboge ženske, kot sem jaz, ko me imate kar naprej v zobeh. Ne se bate. Saj vas ne bom ugriznila. Hvala.
No, glede tega slednjega, glede ugriza, nisem čisto prepričan. Ne? Jaz bi se malo ustrašil, ampak šalo na stran. Mimo grede, na tej isti seji je Lena Grgurevič, menda, ne? Tega res nisem pogledal, sem pa prebral, z mimiko in verbalno oponašala starosto SDS Jožeta Tanka, ampak bom pa vseeno ločil. Ne? Če se od Lene Grgurevič to ne da se pričakuje, to se zahteva od nje, ker je to edini razlog, da obstaja ta klik znotraj poslanske skupine in opravlja funkcijo nekega levega copy-pasta jastrebov SDS. Je pa seveda popolnoma drugače zmerili, ko gre za predsednika državnega zbora. Zgodovinsko ne bom dolg, lahko pogledamo, da so to figure, ki so kljub svoji jasni ideološki opredeljenosti znale nekako umirjati žogico, ne? To je pa gospa, ki ravno v tem, da povzroči dodatne doze adrenalina, neizmerno uživa. Ne? Ja, in če je drama sicer bolj zabavno gledati, ko pač ima izpade Urška Klakočar Zupančič, bi lahko rekel, da je bila drama ta teden v parlamentu, pravzaprav, ko se je odločalo o zakonu o zasebnih vrtcih, ne, ki je pa resen napad na zasebno pobudo, na svoboščine, na pravice državljanov Slovenije. Ne. Torej v torek so poslanci potrdili zakon o vrtcih, ki pravzaprav vse manjše zasebne vrtce daje na milost in nemilost občinam. Namesto, da bi denar sledil otrokom, ne, sledi pač temu, komor pač država oceni, torej v javnem sistemu, ne, v državnih vrtcih, da pač ga želijo financirati, ne, in s tem kao krepijo javno mrežo, ne, jaz pravim, da jo krnijo. Kaj ti, če denar sledi otroku in otrok gre v boljši zasebni vrtec, če bi bil zasebni vrtec slabši, itak ne bi izbral zasebnega vrtca, ampak šli v javnega, ker je ceneje za starše. Ne. Torej, če kljub temu, ne, da je dražje izberejo zasebni vrtec, pomeni, da je očitno zasebni vrtec v nečem boljši in je to motivacija za javni vrtec, da se izboljša, da bo dobil financiranje tisto, ki ga pač občina daje na otroka, ne, pri čemer je tega spet zgolj 85% programa, ko gre za zasebni vrtec, kar je dejansko slaba polovica stroškov, ki jih vrtec dejansko s tem otrokom ima. Ne? Kar je pa še bolj sporno, zakon so pravzaprav spisali na mestni občini Ljubljana. Dobil sem informacijo, da je ena izmed novinark, ki je na ministrstvu povpraševala za detajle. Zakaj je ključna vloga občin, ne? Ki je spraševala za detajle, da so jo kar preusmerili na mestno občino Ljubljana, ker očitno ministrstvo za šolstvo nima nič s tem. Še več, celo minister Logaj je z predsednico... Za KPK klič iz Dolška, za vrtce pa Jankoviča. Torej, minister Logaj je bil še na dan glasovanja s predsednico Zveze zasebnih vrtcev zmenjen glede nekaterih amandmajev, ki jih je potem stranka Levica v imenu občine Ljubljana vložila in ne, da bi Logaj sploh vedel za to, jih je seveda podprl. Izpostavil bi samo še eno ironijo, ne? Na ta način pravzaprav ljudje, ki bodo vpisovali vrtec, ne vedo, kaj jih čaka čez 2 leti, čez 1 leto, čez pol leta, ko se morda kaprica občine ukine financiranje konkretnemu zasebnemu vrtcu. Ostajajo sicer financirani programi, kot je Montessori in Waldorfski, ne, in pa veliki vrtci, ne, kar je nekako dogovor med cerkvijo in ministrstvom, medtem ko so pa manjši vrtci dobesedno prepuščeni na milost in nemilost oziroma na hudo diskriminacijo, kar opozarja pravzaprav tudi levi. Ne, na zanima.me smo imeli intervju z nekdanjim notranjim ministrom Mirkom Bandem, ki je tudi imel otroka recimo v zasebnem vrtcu. Jaz bi se nate glede te teme navezal samo z enim svojim splošnim opažanjem, ki ni vezano samo na vrtce, še bolj mogoče na zdravstvo in na podobne podsisteme, kar se javnega in zasebnega tiče. Ne? Prej si lepo rekel, denar tukaj ne sledi zdaj otroku. Ne? Pomembno je v slovenski realnosti, po Robertu Golobu in tej vladi, da denar vedno sledi interesu politike. Ne? Če pa to interes Zorana Jankoviča, toliko bolje. Ne? Zato v tej vladi sedijo v glavnem sovražniki vsega zasebnega, ki tega privatnega dela ne vidijo kot partnerja javnemu interesu, ampak kot sovražnika javnega interesa, in zdaj bom razložil zakaj. Ne? Ker javno mora biti močno, kot oni to v oklepaju razumejo, da je politika močna. Skupaj z javnim je torej močna politika, da lahko deli. In gre za bitko politike, ne, ki je močna, dokler je zasebna sfera
v počepu pod mizo in čaka, kaj bo z te velike politične mize od drobtin padlo navzdol. Takrat se počutijo kot carji in takrat Stojan Zdolšek reče, ne bom in ni važno, če ne razumete. In dodal bi še to, da je bil na zakon vložen veto državnega sveta, kar pomeni, da se bo o njem znova glasovalo in tukaj izzivam, lahko rečem, stranko SD, če ste tako, bom rekel, glasni pri spornih napadih na institucije, pokažite malo hrbtenice in morda odtegnite podporo temu zakonu o vrtcih, ko bo ponovno glasovanje. Tako. Tudi zato, da naj ugledaš raje kot kakšen mehurček, je potrebne nekaj hrbtenice in lastnega mnenja, tako da res hvala vsem tistim nekje med 15 in 25 tisoč, ki se vas na teden obrne po najino pomoč. Cenimo vso podporo, tudi vsa mnenja, ki jih zapišete pod epizode. Zdaj pa seveda vabiva k naročništvu in k podpori tudi tiste, ki bi radi bili z nama še v soboto zjutraj pri tem zaklenjenem delu Safari Special. Drži, že tako smo dolgi, pa še kar nekaj tem smo morali spustiti, ker se je toliko dogajalo. Ste pa lahko o njih zelo dobro informirani na portalu zanima.me. Ogromno stvari je odprtih za vse, za tiste dodatne dodano vrednost, pa se lahko naročite in nas tem tudi aktivno podprete. Kot vidite, je novinarstvo kar na preizkušnji, kot sva tudi v tej epizodi razkrila. No, pa se gledamo v soboto zjutraj in pa spet prihodnji teden. Nasvidenje.